Lep pozdrav, sem Andreja Novak, prihajam poslovno iz Žalca, privat iz Polzele. Sem v bistvu ustanoviteljica društva oziroma ne Zavoda za energije, ki je naslednik društva Angel Sea. Angel Sea je bil naslednik društva Artangel, tako da od 2001 že profesionalno vodimo, živimo od podpore energiji, kar se super sliši. V resnici je pa to, da smo predali življenje svetlobi, energijam in da naredimo vse, kar je potrebno, da živimo svetlobo, da živimo to, kar govorimo in da raziskujemo smeri, ki si jih nihče drug ne upa raziskati. Vabljeni v večerno zdravljenje. Ta video je namenjen temu, da reklamiram večerno zdravljenje, ki ga v bistvu že zelo dolgo že izvajamo. Običajno imamo postopek, kako se prijaviti v večerno zdravljenje, v bistvu zelo zdaj poenostavljen. Dobrodošli v našo skupnost, kjer sem v prejšnjem videu že o tem govorila. Dobrodošli, če ne želite priti v skupnost, nam pošljete lahko SMS na 3900 Astro, veliko tiskano, prijava v večerno zdravljenje, naštejete imena, to je zelo pocen, najcenejši način, kako vstopite, ali če slučajno kličete na našo linijo, na številke 090 7785 ali na 090 5464, to eno je Telemark, drugo Telekom, lahko mirno dodate vse svoje ljudi, znance oziroma bližnje, s katerimi ste karmično povezani in tudi bitje vaših krajev, s katerimi ste povezani. O čem se gre, zakaj zdaj to reklamiram, zakaj bi sploh se pridružili v večerno zdravljenje. Večerna zdravljenja so energijski proces, ki ga izvajamo takrat, ko se nekaj večjega spreminja, ali je kaka huda polna luna, ali je Merkur retrogradni pa nekaj škriplje, ali se večje stvari spreminjajo. Tudi takrat, ko je bila korona, smo tega veliko izvajali, tudi zato, da vas niso zagrabili podtalni sistemi, da v bistvu lahko vi in vsi skupaj lažje prihajamo do svoje svetlobe, do svojega bistva in da se začne človeška zavest premikati v svetlobno smer. Dejstvo je, da je zlata doba tukaj, da pa ni tukaj na način, da bi jo vi že čutili v denarnicah, da bi jo lahko zaznavali skozi vsakdanje življenje, kajti zlata doba je energija, ki jo lahko dostopate v njo, ko ste v sebi popolnoma povezani s svojo svetlobo in energijsko ne spuščate. Da energijsko ne spuščate, to pomeni, da imate v energijah, če tehnično povem, mi kot fizično telo, okoli njega je energija eteričnega telesa in znotraj njega. Naše fizično telo je prepojeno z eterično energijo. Eterična energija je življenjska energija, energija strasti, ljubezni, obilja, energija, ki manifestira naše dobro življenje na zemlji. Toliko ste sproščeni in toliko imate sreče v življenju, sreče v ljubezni, v denarju, koliko imate življenjsko energijo osvobojeno. To je klasičen pregled. Če ste srečni v ljubezni in v financah, potem imate življenjsko energijo dobro osvobojeno strani sebe in strani vaše duše. Če vam škriplje, pomeni, da imate v eterični energiji, v tem procesu, v polju življenjske energije, sisteme, blokade, bremena drugih ljudi, tudi vaše zamere lahko, v glavnem bremena so, ki zabašajo vašo življenjsko energijo, tako kot vi lahko imate čudovit dom, polno veliko garažo za avto, za vse žive stvari, pa natrpate s preteklimi stvarmi, z hramo, z stvarmi, ki jih v bistvu boste nekoč potrebovali, pa niste ziher kdaj. No in to nekako se zgodi, če imate natrpano eterično telo, imate posledično natrpan tudi svoj dom in ni prostora za novo, ni prostora za novo ljubezen, ni prostora za obilje, ni prostora za nove stvari, ker enostavno je vse zatrpano. In zato večerna zdravljenja so zelo zaželena med ljudmi. Smo imeli že večerna zdravljenja, ko je sodelovalo več tisoč ljudi, kar sem hvaležna tudi sistemom Facebooku in to, da
smo nekako prišli v stik s toliko ljudmi naenkrat, ampak ker se sistemi spreminjajo, se je tudi ta Facebook sistem spremenil in ne pridemo v stik na način, ki bi bil zadovoljiv in preprost za vse nas. Tako da smo naredili svojo skupnost, kamor ste vabljeni, da, če ne za druga, da vstopate v večerna zdravljenja z nami na varen način, sproti in spontano. V večernem zdravljenju se dogaja namreč to, da med 22. in 23. uro zvečer izvajamo terapevti, sama vedno sem zraven in velikokrat pomagajo naši terapevti, za kar sem jih hvaležna, terapevtke Alja, Duška, Vlasta, Nataša, Renata, Mateja, ki je z nami od samega začetka, od 2001, ko smo izvajale v bistvu ne samo večerna zdravljenja, ampak prijavo v energijo ob 8. zjutraj, ob 12. in ob 22. zvečer. Red v teh energijah je zelo pomemben, red in rituali so, v bistvu je mojster 7. žarka, ki ne da zahteva, ampak priporoča, da mi določene stvari redno izvajamo, da potem pridejo energije v močnejši meri. Tako da mi večerna zdravljenja izvajamo že od leta 2001, se pravi kar lep čas, tako da imamo resnično ogromno svetlobe vam za predati in takrat pridete tudi vi, tudi če ste včeraj se odločili, da začnete sodelovati z svetlobo, pridete v stik z ogromno maso svetlobe, z ogromno podporo, ki vas na začetku mogoče pretrese, lahko padete v določene reakcije ali obžalovanja, ali v bistvu pridete v stik s svojimi pokojniki, ki so nekje v bližu v vaših energijah, pa z večernim zdravljenjem lahko se osvobodijo. Lahko pridete v stik tudi s svojimi preteklimi življenji, ampak vse se dogaja na zelo varen način in če ne dramatizirate, če ne iščete pozornosti, da bi želeli, ne vem, dramo iz tega narediti, potem se vse lepo izpelje, brez da bi kdorkoli karkoli želel narediti ali pa da bi želeli, recimo, da bi mi želeli, da pol prihajate na nadaljnje terapije. Ni to marketinška fora, ampak je to predanost svetlobi, da delamo naprej v svetlobi in s tem mi v bistvu tudi sebi omogočamo, da živimo in delujemo v čim večjih svetlobnih sferah. Če želite pa komentirati to, kar se vam dogaja v večernem zdravljenju, pa seveda dobrodošli v našo skupnost, kajti to, kar potem pošiljate po mailu, kaj se vam je dogajalo, ali pa to v bistvu ne želimo takega načina, zato smo ustvarili skupnost, da imamo vse na istem mestu, kajti vseeno še mi, a veste, to je naš poklic. To je naše poslanstvo, ki ta del večernega zdravljenja opravljamo brezplačno, vedno, in bomo to opravljali brezplačno. Če pa vi želite individualno pozornost, da se z vami ukvarjam prek mailov in posebej, je pa za to linija, pokličete in se zmenimo. Ampak ni potrebe. V večernem zdravljenju oziroma naši skupnosti je vedno objavljena fotografija, pod katero vi svoja mnenja oziroma izkušnje zapišete. Če kakršnokoli vprašanje zame tam zapišem, vam odgovorim, nič ne pozabim, mogoče kdaj je gneča, pa ne zmorem vse naenkrat, ampak redno potem, takoj ko imam prosto energijo, prosti čas, zato grem in to odgovarjam, tudi če mogoče kdaj z zamikom, energije me vedno usmerijo, tako da je vse v pravem času. Po 20 ali še več letih zaupam temu, zato nisem obremenjena, da moram sredi noči, včasih sem bila, so vsi mi odgovorila takoj, pa v bistvu lahko bilo včasih prehitro, kajti včasih se zgodi tako, da vi zapišete vprašanje, potem čakate na moj odgovor, ste malo jezni name in to, in potem pride odgovor k vam, brez da bi ga jaz napisala, in potem jaz zapišem in ste dobili sami isti odgovor, sorodni odgovor, ki vam ga jaz napišem. In kaj to pomeni? Da ste dobili potrditev, da dobro sprejemate intuicijo, da dobro sodelujete z energijami, kar je več vredno kot moj odgovor. To spoznanje, da ste vi enako dobili od energiji, je več vredno, kajti to vam da potem tisto svobodo, da lahko sami svetlobo sodelujete in da ne rabite birgle, kot nas, kot terapevtov, ampak moram pa priznati, da skupnost je pa fajn imeti, ne da jo potrebujete. Lahko ste osamelec nekje
ne vem kje, ampak je veliko lepše živeti v skupnosti svetlobe, kot biti samo v svetlobi. 100% garantiram. Veliko lažje bi bilo meni, a veste, solirati v vsem tem svetu, veliko več denarja bi imela, veliko manj bi delala, ampak ni tako užitek. Skupnost v svetlobi je veliko večje zadovoljstvo, veliko več energij prije, veliko večje spoznanja so in vse je multiplicirano. Tako da dobrodošli. Kaj se še dogaja v večernem zdravljenju? V večernem zdravljenju se potem, ko se vi fizično umirite, zato je dobro biti do 22 že stuširan, ta navodila imam tudi v skupnosti, sem jih posebej posnela za vas. Se pravi, ko ste že stuširani, ko že pričakujete ob 22 energije, ki so točne, nikoli ne zamujajo, se začnejo odpirati portali energijski. To, ko govorim o večdimenzionalnem zdravljenju, je res večdimenzionalno, kajti naše fizično telo je ena dimenzija. Znotraj fizičnega telesa so organi, mišice, to vsi veste, vsi smo se nekako učili o teh delih. Znotraj nas so tudi atomi. Med atomi je pa prazen prostor. Med atomi so kvarki, delci, ki prosto potekajo po našem telesu. Se pravi, če bi nekdo bil energijsko, recimo, tako sposoben videti samo naše najmanjše delce, mi nismo fizično stabilno bitje. Mi smo en kup tega prepletanja atomov, energije in vse je variabilno. Se pravi, o tem govori fraktalna geometrija. Mandelbrot, poglejte, fizik. Včasih je bilo tega veliko na Google, na internetu, zdaj je zelo zabrisano v glavnem. No, in ta fraktalna geometrija, to je pravilna geometrija. Znotraj nas so v bistvu ti prazni prostori med atomi, tako da večerno zdravljenje v globini prihaja tudi do teh praznih prostorov v naših celicah. Znanstveniki so odkrili, da obstaja Bog, dokazali so ga, ne vem, če je zdaj še to vidno na internetu, preglejte. No in v vaših celicah se začne prebujati svetloba, božanskost, tako da se skozi večerna zdravljenja dogajajo lahko čudodelne ozdravitve, večji preboj, globinsko osvobajanje karme preteklih življenj, globinski preboji v spoznanjih, kdo ste, kaj ste, zares v svetlobi, ampak dogaja se pa tudi osvobajanje duš. Na astralnem nivoju, to je nivo biti, astralni nivo, to zato pravim, da je to večdimenzionalno zdravljenje. Eno je na fizičnem, eterično sem že omenila, življenjska energija se osvobaja, sprošča in zdravi, kar pomeni, da ste potem bolj polni energije. Nekateri javljate, da niste mogli spati, ampak da ste bili naslednji dan polni veselja in življenja. Tako da ni bil problem, da niste spali, kajti spanje včasih ne pride, ker so naši možgani tako vzhičeni. In ni problem, da ne spite, ampak ne se obremenjevati. Energije vas vodijo, svetlobe vas vodijo na pravi način. Torej, v astralnem polju pa se dogaja na astralni dimenziji, tam so angeli, svetlobni, tam je tudi temna stran, tam so tudi entitete, elementari, tam so tudi ujete duše in na astralnem polju se pa največ dogaja tistim, ki ste bili kakorkoli povezani v večjih ali karmično, ali ste dedovali po kakšnem dedku, da je recimo vaš dedek bil deležen oziroma da je bil udeležen pri kakih pobojih. Po Sloveniji je veliko teh krajev, Huda jama v Laškem, veliko tega ste po Soteskah različnih. Po vseh teh mestih vam zdaj še kurjo kožo, po vseh krajih, kjer se čutite neprijetno, Tolmin, vseh tih res so ogromno krajev, kjer se čutijo duše iz teh pobojev, kjer ljudje ne morejo zaživeti srečno, kjer se velike družine v bistvu zapletejo s to energijo kraja
in potem se nekdo od tega pride lahko do samomorov, do ubojev. Nekatere družine čisto izumrejo zaradi tega, ker enostavno tiste duše, ki so bile tam pobite, nimajo kam in potem nas naselijo v energijah. Če recimo živite blizu pokopališča, vam je verjetno to znano, da nekako začutite, kdaj se nekdo pripravlja in umre in potem se pripravlja za njega pogreb. Nekako vse to mi zaznavamo, se želimo od tega odmakniti, ne želimo o tem razmišljati, ampak je del naših energij. No, in v večernem zdravljenju se na astralni dimenziji, na astralnem nivoju osvobajajo duše, ujete ali v vaše energije, ali v energije vašega doma, ali v energije vaše parcele, ali v energije vašega kraja. To lahko vi zaznavate, ker preprosto ste čuteči, ali imate karmični talent ali dolžnost nekaj narediti v svojem kraju, kajti če se želite preseliti, pa se ne morete preseliti, je to lahko dejstvo, da imate tam še nekaj za oddelati. Da ste se z ne vem čem nekaj zapletli, ampak nima veze s čim. Pomembno je, da se zavedate, da skozi večerna zdravljenja lahko osvobodite vaš kraj. Lahko osvobodimo Slovenijo na ta način. Večkrat, a veste, mi očitate nekje po kakšnih Facebookih, ne vem zakaj, ampak ja, razumem željo. Če bi jaz lahko, a veste, jaz bi osvobodila cel svet jutri, danes, zdajle. Ampak ne morem. In mi nimamo vpliva, jaz imam vpliv na tiste kraje, kjer sem jaz povezana z njimi. Prek srca ali preko trpljenja ali kakršenkoli drug način. Kjerkoli sem karmično zapletena v določen kraj, tam v bistvu imam vpliv, drugje ne. In potem mi napišete, zakaj težim, da mi pišete bitja krajev, zakaj ne rečemo kar vso Slovenijo, zato ker si ne predstavljam si, da imam tak vpliv močen, ker ga nimam. Ampak imamo mi skupaj večji vpliv na vse, zato tam, kjer smo povezani, vi točno veste, kateri kraj vam pade na pamet. Nekateri kraji še nikoli niste obiskali, pa se vam kar pride na pamet, pa bi ga zraven dodali v večerno zdravljenje. Nekje že na YouTubeu, na mojem videu, že imam nekje to, da pišite bitja krajev, ampak samo toliko, da veste, da vsako večerno zdravljenje je interes moj in od energij svetlobe, da se bitja krajev osvobajajo, zdravijo, postavljajo na novo. Kaj bo to prineslo? Lepše življenje za vse, ki živijo tam. Namreč mi kot v času komunizma, karkoli že to bilo v času Jugoslavije, se je ta pripovedka oziroma ta pravljičarstvo, ki je bilo preživelo, moji predniki izhajajo iz keltskega sistema, kjer so negovali običaje, obrede, rituale. Zato je to v naši družini bolj poglobljeno. In mi se nismo pustili motiti. Mi smo ob teh tradicionalnih praznikih imeli te tudi rituale naprej. Sploh jaz nisem vedela, da niso del vaših ritualov. Ampak mi smo to počeli in vse živo smo počeli. Tako da ti rituali ob različnih praznikih so smiselni. Tako smo mi zimski solsticij oziroma 21. začeli že praznovati Božič in smo ga praznovali do nekje 2., 3., 5. januarja. Se pravi, cel tisti čas je bil sveti čas, včasih smo se seveda takrat najbolj z guštom sporekli, kajti takrat se je vse odpiralo in to je bil naš transformacijski čas naše družine. Enako za veliko noč. In o podobnih poletjih, recimo poletni dan, mi smo vedno potem tisti poletni večer, prvi večer poletja, sedeli zunaj do polnoči, gledali zvezde, se pogovarjali, vse žive pripovedke govorili. Na astralu je to, da mi lahko obudimo Slovenijo in širše, s čimerkoli ste povezani. Ko bojo bitja vaših krajev, vaših parcel, vaše okolice, ko bodo bitja narave živela, bo človek srečen. Zakaj to govorim? Ker se je pozabilo. In Vajkard Valvazor v Slava Vojvodine Kranjske iz antikvariatov, pokupite prosim te knjige, preberite jih, jaz imam to srečo, da mi doma berejo.
In je to odličen pripomoček, da k obujanju tega, kaj vse je slovenska zemlja, kako je raznolika, koliko vsega talentov imamo in kako so kraji specifični. Mi se razlikujemo in smo zato ponosni, ne da se moramo za to skrivati, ampak vsi smo povezani s svojim krajem, ne glede kam gremo. Naše korenine so iz našega kraja, iz tistega resničnih korenin, ne iz tistega, kar se navzven vidi. Briga, kaka je hiša, koliko ste jo drago plačali, pa koliko jo glancate, pa koliko na kratko travo kosite. Kako sodelujete z energijami svojega doma, kako sodelujete z energijami svojega kraja, to pa je pomembno. In skozi večerna zdravljenja odpiramo možnost zdravljenja vašega kraja, izvornega, rojstnega kraja, to nima veze, da ne živite več tam. Vi lahko v to večerno zdravljenje zapišete ali samo vzamete v te energije zraven vse. In astralna dimenzija je, ko se začnejo osvobajati duše. Osvobajanje duš je posledično se zgodi samodejno, osvobodijo se iz vaših energij, iz vašega doma. Če recimo ste kupili hišo, pa je nekdo se tam obesil, pa tudi če ste jo porušili pa novo zgradili, je energija tistega ostala. Če ni bil pospremljena duša v primerno polje za nadaljnjo pot. Ali pa recimo, da je nekdo v vaši družini pač v alkoholnem stanju povozil človeka, ga ubil, ta oseba, ta duša te osebe potuje z vami, ne glede kam se priselite. No, in ta osvobajanja duš se spontano dogajajo skozi večerna zdravljenja, zato tale video snemam, da enkrat za vselej pokrijemo tematiko večernega zdravljenja, da si potem znate predstavljati, kako veličastno je to druženje v večerih, zakaj ga izvajamo brezplačno, kajti s tem mi v bistvu odpiramo dobesedno portale zlate dobe. Portal je prehod po vaših osrednjih kanalih in zlata doba lahko začenja prodirati v materialni svet. Ne moremo mi zlate dobe, mi lahko zapremo oči, meditiramo, smo v zlati dobi, pa odpremo oči in smo v realnosti in imate vsi račune za elektriko, vsi moramo se ogrevati, vsi imamo hiše, domove za urediti, vsi imamo fiksen materialni strošek. In zlata doba je, ko se okoli tega ne obremenjujemo. Zlato dobo živimo, ko imamo toliko denarja, materialnih dobrin, da lahko preživimo brez, da se dnevno okoli tega obremenjujemo. Sistemi, ki so zajeli človeštvo leta nazaj, 2000 let nazaj in še več, želijo v bistvu kontrolirati to našo energijo, želijo, da se mi sekiramo s prvimi 3 potrebami po preživetju, po hrani, po seksu in take bedarije. Ne, želijo, da se mi ukvarjamo samo s primarnimi potrebami. Kajti, ko se človeštvo zave, da je svetloba na zemlji in da za tisočletja ponavljamo civilizacijski kolaps, se v bistvu nehamo s tem identificirati in postanemo svetloba na zemlji, ki postane vplivna na širše področje. To je naš interes večernega zdravljenja, tudi naše skupnosti, za katero sem nadvse hvaležna vsem, ki so v bistvu Martini in Niki in tehnični skupini, ki so zgarali, da jo imamo. Hvaležna. In večerna zdravljenja so namenjena temu, da vi začnete praznovati dneve, večere in noči življenja svetlobe na zemlji. Da se nehate bati, umreti, živeti, vse isto. Če se bojite umreti, se bojite živeti. Če se bojite čutiti sebe, se bojite čutiti življenje. Če se bojite sprememb, se pravi, kje smo. To je v Sloveniji začaran krog, od nekdaj. Tibot ne nič govoriti, prihaja od pobojev, ko se je zunaj slišalo pokanje. Ljudje so vedeli, koga so odpeljali, kdo, kam. Tibot je bil ne nič govoriti, je bila mantra Slovenije
v tistem času, ko so se dogajali poboji. In to mantro imate v sebi, to mantro imate karmično peljano v vaš sistem. Zato je čas, da spregovorite o sebi, o svoji svetlobi, o svojem kraju, o tem, kar vam je pomembno. Ne, da se kregate tam, zakaj, ne vem, niste dobili po zadnji ceni telefona novega. To se ne rabite boriti. To na koncu bo pleh. Na vlaka nesnaga. Izrazite svetlobo in astralno polje, ko se osvobajajo prav te energije, ki želijo iti naprej. Nobena entiteta, noben elementar, nobena ujeta duša nima poslanstva delati probleme v vašem svetu. Nobene domače živali kot mravlje in vsi ostali nimajo interesa vam škodovati, ampak so ujetniki v vašem sistemu. In ko so ujetniki, pač živijo in delajo probleme. Rabijo hrano, vas živcirajo. Rabijo drugo hrano in živcirajo vašega partnerja. In tako potem te energije živijo na vaš račun, vaše življenje se ne razvija, vi živite zaradi omejenosti v astralnem svetu, zaradi ujetosti vseh teh duš v vaš sistem, živite tretjino, večina 12. To vem po astroloških kartah, ko gledam, koliko dela, koliko živite svoje potenciale, 1/12 večina. Premalo. Niste srečni. No, in ko odpremo astralno polje, ko se astralno polje skozi večerna zdravljenja osvobaja, je najlepši del, da to vedno izvajamo 3 dni, večerna 3 noči, večerna zdravljenja, kajti potem se začne samodejno osvobajanje. Ko se astralno polje, astralna dimenzija osvobodi, se pomeni, da se odmakne energija od vašega astralnega telesa. Včasih je vaše astralno telo tako zasedeno z bremeni, da postane kar del okolice. Kdaj se to zgodi? Vi se malo razjezite in kar naenkrat se jezite še bolj. Ker se jezite še za soseda in za druge. Ker to jezo, ki jo imate v sebi in jo niste pri sebi predelali, da bi se osvobodila, postane del svetovne jeze, lokalne jeze. In potem nekdo postane čudak na vasi ali pa predstavnik jeze, predstavnik norosti, predstavnik alkoholičarjev, ne, kako se že to sklanja, glavni nima veze. Predstavnik nečesa. Eden postane predstavnik skokov čez plot, ker se to razširi in potem vse pride na tistega. Zato so odvisnosti tako nevarne, zato je droga nevarna, zato so nevarne vse, tudi kajenje, ker v enem meri jih nimate več pod kontrolo, ni to več vaša intimna hobi, ne, cigareti in kakršnakoli pretiravanje ni več vaše intimno, ampak iz celega kraja pride na vas in vi morate to delati bolj močneje. Niste več pod odločitvijo samega zase. Zato so odvisnosti se zdravijo na globlji način oziroma to astralno zdravljenje vam lahko takole naredi, da nehate kaditi, piti, karkoli ga serjete, pa vam škoduje. Takole se lahko konča in vi se odločite, ne bom več in nehate. Ker se osvobodite v bistvu astralne dimenzije vašega kraja, okolice, družine in začnete živeti svoje astralno polje. V našem astralnem telesu so talenti, čustva, stik z drugimi, čista intuicija, ogromno talentov. Stik z angeli je skozi astralno polje najprej. Zato tudi ste čustveno, tisti, ki imamo astralna polja močna, smo čustveno hitro odzivni. Ne, v enem momentu se smejiš, v drugem se zjočeš, vse, kar začutiš skozi astralna polja. Astralno polje je torej dinamika čustvovanja, dimenzija zadovoljstva tudi. Pester, bogat si v astralu. Angeli pridejo, vse pride. In ti potem s tem živiš, sodeluješ in je fajn.
To se dogaja v večernem zdravljenju. Na mentalnem nivoju, psihičnem, se pa dogajajo večje spremembe, sploh zdaj v obdobjih, ko je Pluton prišel v Vodnarja, ko je Saturn v Ribah. Saturn v Ribah je že od 7. marca 2023, tako da bo kmalu 25. maja 2025 pride v Ovna. Saturn je vladar mentala, karme, življenja in smrti. Saturn je vladar naše psihe, sploh v Sloveniji, ki je Saturnova država, tako kot Avstralija. Mi imamo sigurno največ prepovedi, to je Saturnova veščina, ki z leti mora priti v drugo. Saturn je v energijah kletka, ki z leti mora postati lestev, orodje Saturn. Je vladar podpora kmetovalcem. Vsi kmetje, ki so resnično kmetje, imajo v sebi dober tajming. Vejo, kdaj kositi, kakšno bo vreme, kakšna bo zemlja. Oni to vejo, tisti, ki to počnejo. Ne novodobni, ki imajo vse na aplikacije. Koristne so aplikacije za zalivanje, nič ne govorim, da ne. Ampak pravi kmet, v plus, to je meni plus, ima v sebi ta Saturnovo modrost, kdaj kaj početi in kdaj počivati. No in to je vladar mentala in v večernem zdravljenju se vam včasih lahko zdi, da se vam bo zmešalo, kar ne bo se vam, še posebej ne, če boste sodelovali s svetlobo. Ampak tisti, ki imate težave z paranojo, imate težave v bistvu s tem, da vam udar, da imate premalo energije, stabilnosti, premalo ste prizemljeni in potem taki se še običajno zatekate v energijski svet po rešitev. Če se vam zdi, da se vam bo zmešalo ali pa se vam zdi, da ste na meji, mislim, to je možno. Jaz sem se velikokrat spraševala, ko sem raziskovala te stvari, če sem še v redu, ali sem že na meji, ali že ne vem več, da sem na oni strani. In sem imela tam sem hodila cize na kavo in gledala, če sem še pašem tja. Če sem še v stiku z realnostjo, če se še lahko z ljudmi normalno pogovarjam ali vidim paranojo. No in lahko imate bilo kakšno mero. Če ste na meji, da ne niste ziher, fizično delo je vsekakor prizemljitev. Kdorkoli ne ve, ali je na meji, ne gre pometati, okopavati, če ni zmrznjeno, fizično nekaj delati, res fizično. Cepiti drva, konkretno fizično delo. Ne nohte si lakirati, konkretno fizično delo. To vam potem da občutek prizemljenosti in to je varianta zdravega kmečkega uma. Fizično delo ti da realno stanje, drugo ne. Mi lahko sebi v glavi vse živo povemo. Konkretno fizično delo vas prizemlji in takoj vam je jasno, kje ste. Mentalno zdravljenje, torej v večernem zdravljenju se na umu dogajajo stvari, da se vam kar naenkrat spomini odprejo. Tudi ni nujno prijetni, lahko se vam odpre kak spomin, ki ste ga potisnili pod preprogo in vas bremeni. Ti spomini so v bistvu zdravilni, odprejo se, osvobodi se astralna čustva, življenjska energija in potem cela pot navzdol. Mentalno telo je namreč nad vsemi ostalimi telesi. Zato je najprej pravijo, da vse je v glavi, ker si moraš najprej v glavi priznati, kdo si, kaj si, nehati se sam sebe zafrkavati in se potem vse ostalo pozdravi. No in v večernem zdravljenju se to dogaja na zelo lep način, pridejo energije, presvetlijo vaše možgane, lahko da celo čutite, kako določeni kot da bi nekaj se je malo ven programi, ker določene življenja smo preživeli na način, da so nam dali smo v energijah prejeli mikročipe, kode, pečate in to se z posebno svetlečo energijo odstranjuje skozi zdravljenje ven. Izgubljate v bistvu karmična življenja,
ne glede, kaj ste bili v preteklih življenjih, vse je vibracija in čas Plutona v vodnarju je, da odvibrirate to, kar ste sedaj. Svetloba na Zemlji z maksimalno pozornostjo na zlati dobi. Se pravi, zlata doba je v bistvu energija, o tem bom posnela poseben video, samo za to, da veste, zlata doba je potencial človeštva na Zemlji sedaj. Se pravi, ne nekoč, ne v preteklosti, zdaj. Akaški zapisi so meni malo nevarni, kajti akaški zapisi nosijo vse, kar je človeštvo že naredilo. Se pravi, tudi v minus. In mislim, da so te energije, ki zavajajo človeštvo, v akaške zapise vstavile določene loopinge, da človek ne pride ven iz svojega, kako bi rekla, iz svoje ujetosti in se vrača karmično na Zemljo, da ga pač zlorabljajo te energije. Tako da mi smo svetloba na Zemlji. Vi ne potrebujete zdaj, kako bi rekla, enega, ne vem, katerega svetnika, da se vam prikaže. Vi ste svetloba in ko ste vi svetloba, prijete v stik z svojo dušo, višjim jazom, postajate vse večji v zavesti in sodelujete s svetlobo. Niste žrtev, ki rabi nekoga, ki pomaga, samo to. In zlata doba, vaš del, vi, kot energija te osebe, ki ste vi zdaj, obstaja že v zlati dobi. Tam ste že. Zato bo ta video res potreben. Čim prej se potrudim, da ga čim prej posnamem o zlati dobi in kje ste že, kako do tega pridite. No in v večernem zdravljenju se to sprošča in vaš del iz zlate dobe prihaja in vi ozaveščate svoje talente, svoj plus, če seveda si priznate, da ja, dober je, ne bom več žrtev, ne bom več predator. Kajti žrtev, veste, vsi, ki imate občutek žrtve, bogi, izgubil sem službo, ne, ali pa ja, partner me je zapustil, ne. Vsaka varianta, kjer ste žrtev, ste sočasno tudi predator. Vsaka stvar ima oba, veste, tako kot imamo politične, kako bi rekla, levico in desnico. Žrtev in predator, isto je, isto. Zato, ko si to priznamo, da okej, tule glumim, ne, en del pa čaka, bom to kupil ali ne bom. Ko mi ozavestimo svetlobo, se nam začne aktivirati tudi notranja moč. Če se vam je to že aktivirala, pa ne veste, kaj bi z njo vabili na zmenek z dušo, tam dobite dober način dela s sabo in z energijami. Najboljši. Ne glede, ali ste terapevt, ali niste, ali boste uporabljali to zase, tudi za druge. Vsak terapevt bi mogel priti na zmenek z dušo. Ne glede, kakšne terapije izvajate, ne glede, kakšne masaže. Kajti s tem bi vi postali vse, kar ste v svetlobi. Okej, večerno zdravljenje, da zaključim, se pravi, vsi ti nivoji, vse te dimenzije se dogaja sočasno. Nekaterim, ki ste vodna bitja, se pravi, raki, škorpijoni, ribe, se vam dogaja več na astralu, lahko. Drugim znamenjem, recimo dvojčkom, tehnicam, vodnarjem, se dogaja več na mentalu. Vidijo več se dogaja na tem. Medtem ko kozorogom, devicam, bikom se dogaja več na konkretnem zemeljskem, pa vas zebe, pa vas pika, pa vas, ne vem, fizično nekaj se dogaja, ampak drug dan je vse v redu. Se pravi, še da ne pozabim ovne, leve in pa strelce, vam se dogajajo pa kot ene vrste vročinski valovi, ker ste bolj ognjeno bitje, sonce vaše je v ognju in potem to doživljate bolj kot valovanje. In ne misliti, da ste prišli v meno, ne misliti, da ste prišli ne vem kaj, in tudi v večernem zdravljenju, v tistem času večernega zdravljenja, ne iti kakšnim zdravnikom. Takrat se dogajajo valovanja, dvig, padec vsega živega, spreminja se. Takrat je pomembno, da pijete dovolj tekočine, da si privoščite živo hrano, v smislu ne, da živo kuro jeste, ampak da iščete domačo hrano, domačo zelenjavo, ki še ima kaj življenja v sebi. Da ne jeste procesirane hrane, da ne jeste sladkarij, da ne pijete alkohola,
da se ne zakajate s travo takrat, da karkoli, da ne greste v ekscese, ampak da probate čim bolj, če ste nagnjeni k postenju, da radi se pustite z juhami, ne vem čem, kar imate obredno, lahko takrat je to idealen čas. Takrat je za postenje idealen čas. Kaj sem še mislila? Takrat se tudi nekako odločati kaj več. Ne, takrat boste dobili uvid, zapustiti moram službo ali pa partnerja, nujno moram to narediti, če želim ohraniti svojo svetlobo, to vam lahko govori kakšna temna sila. Ne se takrat odločati nič, kar ni nujnega ali pa kar niste že prej sprožili pred zdravljenjem. Mesec dni si dajte, da se stvari usedejo, da si pogledate, kaj se v bistvu dogaja z vami in potem greste dalje. Glede na to, da bomo imeli večerna zdravljenja dosti pogosto v skupnosti, leto Venere je namreč leto 2025 je leto Venere, ko lahko največ damo. Ko vi znate to sprejeti na najlepši način, tako da bomo veliko izvajali večernega zdravljenja, sigurno enkrat mesečno in ob kritičnih momentih še večkrat. Tako da dobrodošli. Večerna zdravljenja so v skupnosti objavljena, tudi na Facebooku, ampak na Facebooku zgolj zato, da tisti, ki še ne veste, pridete zraven. Ne se prijavljati drugače kot v skupnost ali prek SMS-a na 3900 Astro imena za večerno zdravljenje, ali če ste navajeni, da nas kličete na linijo, merkava.si so podatki, v bistvu tam podate imena in to je to. Ne mi pisati na privat messenger, ne pisati mailinge po vseh naših naslovih, ne to delati, ker ustvarjate kaos, ker vas v bistvu takrat vodijo druge energije. Mi se držimo tega reda in smo ga postavili, ker nam dobro funkcionira. Za vse ostale stvari smo individualno vam na voljo, od tega živimo, imamo ugodne cene, to morate priznati. Jaz, ko včasih pogledam, za kake cene imajo drugi, nisem jim fovš, ampak ne vem, kako vi to uspete plačati. Mi smo realni, vemo, koliko je denarja v obtoku, želimo si, da imate vsi možnost priti do naših storitev in imate, če se odločite, in tudi na zmenek z dušo, ki je recimo en tak največji strošek, ker je še hotel zraven, pa to, pa je še vse zelo poceni. Tako da nismo poceni zato, ker mislimo, da si ne zaslužimo več. Mi se zelo dobro vrednotimo, dovolimo pa, da nam to razliko v ceni svetloba poravna. Ker vemo, da vsi moramo živeti in ne želimo, da vi greste v kredite, da pridete k nam. Ne želimo tega. Želimo, da ste svobodni v svetlobi. Hvala vam za pozornost, če ste bili prvič z nami, dobrodošli, če nas že poznate, super, da ste z nami, poklikajte se, da boste dobivali tudi YouTube novosti, kdaj kaj novega objavimo, očitno sem v taki sezoni, da bom bolj aktivna, za tiste, ki se spoznate na astrologijo, progresirana luna mi je v levu, tako da 2 leti boste imeli kaj še od mene, pogre pa v devico, pa ne vemo, kaj bo. Ker imam to v 12. hiši. Okej, dobrodošli v vse segmente, se vidimo, slišimo in dobrodošli v večerno zdravljenje. Pozdrav namaste pomeni moja duša pozdravlja tvojo dušo. Namaste.